da sem videla ga otrok, ki je priplul v zamorje na svetu, je njegov oče zamočni kralj in ima mater na doblati. Toda, kako poznamo? Ime mi je Pika. To je moja bila čira čara. Jak pa se Tomaš? In jaz sem njegova sestra Anica. Bila čira čara je moj dom, ampak čira pa še ni bilo tukaj. Ne, seveda ne. Prav, da smo se vselili. Jaz, Pika, gospod Pisko in kom. Kaj? Konja imaš? Ja, tu na verandi. Konj na verandi? Pa ni vendar stanujejo v hlevu. Že mogoče, ampak moj stanuje na verandi. V kuhinji bi mi bil na poko, v spalnici pa mu ni všeč. Torej na verandi. Pomagajte mi rajši. Tak teden mu moram naliti na svežo pike. V pikah se počuti novo bolj konjsko. Tako je lučno. Samo lagati ne smeš več prikazati. Ja, lagati je grdo. Ampak zapomnite si, Zborni Burundi ni niti enega človeka, ki bi govoril resnico. Vsi odkar lažejo. Začel že na vse zgodaj zjutraj, okrog 7. In ne nehajo lagati, dokler sonce ne zaide. Če se torej razlažem, je to samo zato, ker sem bila predolgo v Zborni Burundi. Ampak smo lahko poskrbimo prijatelji, ali ne? Seveda. Seveda, draga Pika. Pa stanuješ čisto sama v tej hiši. Kje reki? Ne moj stanuje pa vendar gospod Pisko in kom. Ja, že, ampak nimaš ne mame očeta? Ne, rokju nimam. Ja, kdo pa ti potem pove, zdaj moraš iti zvečer spati? To storim sama. Najprej si rečem čisto prijazno. Pika, zdaj pa spat. In če se obogam, si še enkrat strogo rečem. Pika, zdaj pa spat. In če se še ne obogam, potem jih dobim. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč. Hecna punca. Meni pa je všeč. Zdaj pa tudi mi pa spati. Dobro jutro, Pika. Servus, Nogavička. Ne motite me. Vidite, da delam. Kaj pa delaš? Kaj, raziskujem? Raziskuješ? Kaj? Kaj? Svetih stvari. V svet je poln čudovitih stvari. In zelo nujno je, da jih nekdo išče in najde. Kakšne stvari? Vsakršne stvari. Kepo zlata. Majhen žebljiček. Star čevelj. Mrtvo podgajalo. In še vse sorte stvari. Jaz bi tako rad našel žlobo. Jaz pa lepo ogrlico. Ja? Bo pomirili. Ampak moramo hiteti, da ne bodo prišli drugi raziskovalci in zbrali na vseh teh zadatov, ki smo jih ogrlic, ki je že naokrog. Gremo? Spominjam se, nekoč sem bila raziskovalka.
bi te legnila na radostno krasti, smrti pobila. Daj no, če ne bi bila vrečka, je glave se sploh ne bi spotaknila in padla. Z vrečkami smo na ladji streljali podobne pucare. Zdaj pa laže. To pa ne! Vrečko lahko pokaš pod stopom. Tako. Vražni ste se zdaj držali. Vidva ne boste nič našla. Zaglej, tistole bilo Tomaš. Žoga! Še ti pogranica. Ogrlica. Da videla, najboljši poklici bi si raziskovali. Jutri se vidimo. Šla je? Misliš, nama je ona nastavila ogrlico in žogo? Pa saj ni mogla vedeti, da si jo ravno to začela. Ona čara, zato pa je doma v vili, čira čara. Niti v šolo ne more več, če prej ne vidim. Povabila jo bom na čajanko, jutri popoldne za moj rojstni dan. Rekel ji bom, da gre s nama v šolo in učiteljica me prosim, da sprejme. Nikamor več brez Pike Nogavičke. Pika, kaj pa delaš? Zalivam rože. Pa saj dežuje. Nič za to. Vso noč sem si veselila, kako bom zjutraj vstala in zavila rože. Zdaj sem, da me bo dala primoci pod nekaj kapljic dežja. Kam pa gresta? V šolo morava. Hitro bova doma, dve. Škoda, ker ne hodiš tudi ti v šolo. Ja, nimaš pojma, kako super učiteljico imamo. In jesenske, in pomladanske, in zimske, in novoletne, in pomladanske počitnice. To je krivica! To je velika krivica in jaz ti ne bom več prenašala. Kakšna krivica? Vzamem nas pod jesenske počitnice. Vidva in postaj imela. Kaj bom pa imela jaz, ki ne hodim v šolo? Nobenih jesenskih počitnic.
učiteljica. To je Pika. Pika? Nogavička? O kateri sta pripovedovala? Ja, najna prijateljica. Ja, seveda, s prijateljicami pa moramo biti prijazni. Čeravno se ne znajo obnašati. Dobrodošla v šoli, mala Pika. Pičica, pičica. Upam, da ti bo pri nas všeč. Šola je otrokov drugi dom, veš, in upam, da se boš kaj naučila, kaj ti? Koliko znaš, toliko veljaš. In upam, da bom imela novoletnice prestrane, jesemenske, jesenske in poletne in spovedanske in prvomajske počitnice in samo zato sem prišla v šolo. A tako? Pika, kako ti je torej zares ime in kako se pišeš? Ime mi je Pika Polonica, a mi lahko rečeš kar Pika. Kako pa je tebi ime? Marian. Pišem pa se Nogerten Štruh Pankensen Nogavička. Na kratko torej Pika Nogavička. Kdo pa so tvoji ljubi starši? Moj oče, kapitan Evrazij Nogavička, je včasih strah, pripet vseh morij. In je zdaj za morski kralj, točno taka tuka. Mama pa mi umrla, ko sem bila tako majhna. In je zdaj nekje tam zgoraj. Nič se ne boj, mama, vse bom dobro opravila, tudi tu v šoli. Potem pa kje ti vtiso kloptane? Ne, hvala, bom tu stala, je tudi v redu. No, ker si že velika deklica, gotovo tudi že veliko znaš. Koliko je 7 plus 5? Ja, veš, kaj je učiteljica Marian? Če pa tega sama ne veš, je pa tudi žalostno. In misliš si, da ti bom jaz kaj izvala? Pika, v šoli me moraš pikati in nagovarjati kot gospa učiteljica. No, prosti stara, tega prej nisem vedela. 7 plus 5 je 12. Ja, pridna! Pridni, hočem reči. Sem si kar mislila, da je 12. Koliko pa je 8 plus 4? To
da se kak akademski otrok skrije v omaro in piše domačo nalogo. Toda, po njemu še zato izve njegova mati. Računati se tam naučijo. In če najde otroka, ki ve, koliko je 7 plus 5, mora povezati stati v kotu, ker je bil tako lumen, da je to izdal četici. Berejo pa samo v petki. Ampak samo takrat, da imajo knjige, ki jih znajo brati. Takih pa nikoli nimajo. In kakšna je potem tam učiteljica? Ti pokažem. Marion, vedi prosim. Tako, prvo uro vsi pike nogavičke. Pika, imamo nogavic. Seveda jih imate, poiščite jih na sebi.
Gremo najprej k lekarnarju. A si bolna? Ne, zdaj, če si bolana za lekarnarja, že prepozno. Ja. Kaj bomo? Vidite, proti kateri bolezni? Lekarnarica! Prodajte mi nekaj proti strpenju v komolcih, proti izpadanju v levi nogi, proti prhljanju, proti oslovskim vlašem, proti noricam, proti gripi, nekaj proti ošpicam. In nekaj proti odraslosti. In nekaj proti odraslosti. Si vi zafrkavate?
rekla. Ampak meni se zdi, da naša pisma včasih tudi kaj pokrade. Ja, moja Tanja tudi. Zadnjič je zginil od krajša televizije. Lahko ga je vzela, ne ona. Jaz še točno vem, da se ga da v predal. Ja, tudi naša mači je kradla. Vsakič, ko po noči ni mogla spati, pa stala je malo pokradla. Nekoč je moj stari mami odbrala klavir in ga vtaknil na vrhnji predal svoje omare. Stara mama je rekla, da ima mači res dolge prste. No, jaz nad našo gospo Greto ne morem pritoževati. Lahko pa rečem, da mi razbija mnogo porcelana. Tudi naša mači ga je razbijala. Vsak teden na isti dan, ob torkih je treskalo, da je bilo veselje. Nato pa je vse posredno pohvala sveži Pika, ker se tako slabo obnašaš, več nikoli ne smeš priti k nam. Lahko bi si mislila, da se bom znala vprašati na Čejanu, na morju bi morala ostati. Pa je Romika, na svinjenje in hvala za tako kaj. Ja, in mi hvala za rogličke. Kako veste? Upam, da nisem jaz kriva, kaj ti res mi je žal, da niste zadovoljni s svojim službom. Tako se mora narediti na naša maliki. Le pomislite, nekoč nam je za novo leto hotela postreči s pečenim prašičkom. V knjigi receptov priprava. Postrežite prašička z jabolkom v kosti in s peteršiljem v ušes. In ga je prinesla na mizo takole. Prav sem zaklonil, ona pa jabolko v ustih in peteršilj v ušesih. Stara mama si tukaj hajka in je rekla, mači, ti si koha. Mači pa si si jabolko v ustih, tudi ne mogla reči tudi jabolko. Saj potem smo odpustili, ampak je bilo moji stari mami zelo žal. Je morala Klerica sama v torki zaspijati porcelan, je dobila šuljeve kako zapinjala. Veste, z očetom mornarjem je bila na morju, ni imela vzgoje. Bogo, Na svinanje! Ida bo v sobo, moram biti s Piko na stanem. Pika, kako si želiš postati prava, imenitna gospa? misliš, taka s širokim trebuhom, nalakiranim nohti in krojnim obratom? Ne, taka, ki se zna lepo obnašati. To moram še premisliti. Nameravala sem takšno pisati morski, razbojnik. Ampak za karkoli se boš odločila, se boš morala lepo obnašati. Ko pa ne vem, kako se lepo obnaša, povejte mi, prosim. Ne smeš iti z mize, če se ti ne ponudim. Ne smeš stopiti, če ne potrkaš. Ne smeš kar naprej odrasti in stregati besedo. Ne smeš kar naprej biti ti glavne besede. Ne vem, če si bom lahko zapomnila vse te ne smeš. Obljubi pa, da bom znala vsak dan eno uro prej in se povadila v ne smeš. Mislim posebno, da bom postala morski razbojnik. Lahko noč, Pika. Mami, lahko pospremila Piko domov? Ja, in ti rečeva lahko noč? Ne, ne smeta. Ne, otroka, ne smeta. Ker sta dobro vzgojena, ne smeta. Ker vsak si dobro vzgojen, ne smem, ne smeš, ne smeš. Saj smeta. Bravo, pa bravo! Tudi vi ste še kar dobro vzgojeni. Greva.
Bočka, kapitane vlazni, za morski kralj na otoku taka tuka. Sedaj bi pa tudi šel kaj pogledat svojo piko. Mogoče bi šla tam spet jada, moj. Good night, Winston. Buona notte, signor Pon. In lahko noč pika. Je to mogoče, da moja pika spi? Na morju je do polnoči pila rum, manarje in igrala karte. Zapojmo, da se budimo. Vstani, pika, vstani in očko da objani, ker svoje zdaj odpri oči in očko da ozri. Daj pa še enkrat. Vstani, pika, vstani in očko da objami, ne svoje zdaj odpri oči in očko da ozri. Le vstani, pika, vstani. Očka! Servus, mala moja. Servus, stari moj. Si pa lepo zrasla. Si pa le prišel. Zelo sem te pogrešal. Zelo sem te pogrešal. Prišli smo pote, da gre z nami na otok taka tuka. Saj moji podločniki sploh ne verjamejo, da imam hčerko. In to tako hčerko. Gre se na vašem potu tudi raziskovalce, kaj? Ampak tu je že vse raziskano. Ti biti naša princesa, ti ti z nami na otok taka tuka. Seveda biti vaša princesa in z vami na otok taka tuka. Grem s svojim očetom, da bom
tukaj. Nikar ne odhajaj, Pika, kaj bova midva brez tebe. Ne odhajaj, Pika, saj veš, da te imamo vsi radi. Hvala vama, da ste imela rada mojo hčerko. Pika, poslavi se. Mi pa pripravimo ladjo za odhod. Ko bi bilo kaj proti tej, odrasla
Jaz pa bom rekel, nočem še odrasti, ker bi potem Pika odšla od nas. Če gre Pika, je konec našega otroštva.